In na tem radiju zdaj, bomo rekli temu, v drugi polovici novembra pravzaprav ne mine dan in ne mine toto popoldne, ne bi kakšnega zanimivega glasbenega glasbene goste imeli v studiu in danes je to Iris Ošlaj. Iris, pozdravljena. En vesel in nasmejan pozdrav totem Štajercem, ki so me že za uvod lepo nasmejali. Ja, kjer te dolgo ni bilo, ne, v Mariboru mislim. Ja, malo štejem zdaj, že nekaj časa me ni bilo, ja. Tako da fajn je prideti v vaše konce. Fajn, ker smo fajn fantje tudi tako, tu, pa je tudi, mislim, moramo Matej to vprašati, ne? Ja, seveda. Bil je nekoč fant, ki si ga imela v Mariboru, vse to lahko povemo, to je pohvala za nas Štajerce. Ja, ne bo to pohvala. Punca z Ljubljane, ne, imela fanta v Mariboru, evo, fajn. In bil je najboljši od vseh. Ker prvega ne pozabiš nikoli. Pa nasplošno, veš, če z Maribora to. Valjda. Veste, da sta zagrabila to informacijo, brez tega ni šlo. Trenutko, nismo mogla, smo rekla, vse ne bomo nič tega povedali. Evo, takoj na začetku. Ni šlo. Ampak seveda si prišla za to, da predstaviš svojo novo pesem. Zdaj, mnogi te poznamo tudi še iz zasedbe Sopranos, ne, v zadnjih 2 letih približno, pa se zdaj posvečaš samostojni karieri. Povej malo, kakšna je ta tvoja samostojna glasbena pot, kako se je začelo, kaj smo do zdaj že recimo slišali od tebe? Ja, nekako kombiniram, no, te, bom rekla, pevske karijere, ali kako v bistvu se odpira moja ustvarjalnost in ta neka žilica ustvarjalna, ki jo pač zdaj res nekako ne zaviram in sledim temu svojemu toku. Imela sem kar pestro življenje zadnja leta, predvsem najprej ločitev, potem sestavljanje, nekako iskanje sebe na novo in muzika mi je dala ogromno v tem času, da sem v bistvu izlila svojo dušo in našla tudi potem novo energijo. Ja, tudi ti si glasbi dala veliko prav zaradi tega, kar si na nek način občutila v sebi. Ne, in tudi pri novi pesmi, slišali smo to le kaj brez tebe, pa objamem vse, zdaj pa torej nova Čez vse galaksije. Povej, odkot je prišel ta občutek za to novo pesem? V bistvu je prišel do mene nek občutek, da zdaj pa mogoče res čas, da spet verjamemo, ne, ker človek že mečkam pozabi na te občutke, pa že malo izgubi neko upanje, ali pa preprosto pozabiš, kaj pomeni ljubezen, ne, in v to pesem sem zlila vse svoje želje in dejansko se je spotoma tudi zbudila oziroma pojavila, iz neba je padla dejansko tudi nova ljubezen. Letos, ne? Jaz mislim, da sem si jo kar pričarala. Ja, bravo, se pravi, s tem ustvarjalnim procesom. Ja, glej, eno z drugim je prišlo, nekako si verjetno kar privlačila potem te ljubezenske energije in se je zgodila prava ljubezen. No in mislim, da sem bral nekje, ti si ena od tistih, ki si dejansko tudi eno aplikacijo uporabila in si na nek način dokaz, da se da čisto slučajno najti tudi pravo osebo v življenju, tudi na ta način. Jaz mislim, da če res verjameš in če se odpreš in bom rekla, nekako spustiš vse strahove, potem je vsekakor vse možno. Danes je pa tako, da smo kar nekako, saj smo vsi povezani na nek način, ampak v resnici smo pa zelo izolirani in jaz, sicer sem veliko okrog, pa veliko po špilih, pa veliko med ljudmi, ampak realno pa zelo težko neke nove ljudi spoznam in se mi zdi, da je bila to ena taka najboljša možnost, da na ta način spoznam pač moško družbo, ki pa seveda potem je samo vprašanje, kako se z nekom povežeš, kako se z nekom uskladiš. In ne vem, jaz v bistvu sploh nisem mogla verjeti, da se mi je dejansko potem to zgodilo. Nekaj lepega, no. Zelo fajn. Smo veseli za tebe in ti seveda od srca privoščimo, ker slišimo, da se to zelo prijetno odraža tudi na tvoji glasbi. Kako je sicer s pesmijo, si ustvarjala sama? Kdo ti je pomagal? Ja, ustvarjalni proces pri ustvarjanju te pesmi je bil kar dolg. Nekako pred 1,5 letom je nastala prva melodija, potem sem pisala tekst. Potem smo jo pa samo pesem 3-krat reanžirali, ker nekako nisem bila čisto prepričana, če je to. Potem pa letošnje poletje se mi je pridružil pri ustvarjanju pesmi Damjan Jovič, ki je prevzel producentsko taktirko in sam zvok pesmi in se mi zdi, da je to spet ponesel na neko novo galaksijo. Potem sem še nekako tekst zaključila, no, tako kot je treba in
pesem je bila v bistvu narejena. Ker je vmes prišla ravno ta ljubezen, letos in verjetno si to rabila za to piko na i, da si lahko pesem dokončala. V bistvu rabila sem to prepričanost in mogoče res ta občutek, občutek ljubezni, popolne podpore, vznesenosti in pa vere v to, da še obstaja. Čeprav si dal neko razočaranje čez, ampak lahko se začne čisto znova. Fino. Poslušajmo zdaj torej tvojo novo pesem, premierno danes tudi na Totem Radiu, Čez vse galaksije, poje Iris. Poslušajmo. 21. Iris Ošla je še vedno naša glasbena gostja v Totem studiu. Iris, lep pozdrav še enkrat. Ja, še enkrat lep pozdrav sem. Zdaj tvoje pesmi, torej smo slišali, so precej osebne, ne? Koliko pravzaprav pa v svoji glasbeni karieri dovoliš, da je tvoje osebno življenje javno in koliko ga ostane res zasebnega, koliko ga res čuvaš tako zase? Joj, to je kar težko zbalansirati, ampak jaz sem nekako od štarta se zavezala temu, da ustvarjam iskreno in se mi zdi potem tudi najbolj zame, ker ne znam se delati ali pa ne znam tako v celofan zavijati in je potem ful lažje, če sem enostavno pač brez nekih zavor. Seveda, probam povedati stvari tako razumljivo, pa ne preveč spet čustveno, ampak da ljudje sploh razumejo, kaj hočem povedati. Tako na ta način. Ok, slišali smo torej tvojo čisto novo pesem in vsem nam je zelo pasala Čez vse galaksije. Zdaj pa nisi šla čez vse galaksije, si pa vseeno šla do morja, do otoka Paga, kjer si z ekipo posnela video spot in sem ga tudi pogledal, prav krasno je videti, da nimamo morja v mislih samo poleti, ampak tudi v tem jesenskem času. Malo nam povej, kakšna je zgodba video spotu. Zdaj sem se itak v momentu vrnila tja, ker bi šla zdaj v tem momentu bi šla kar zagledala si se, ne? V momentu bi ponovila tisti vikend snemalni, ker je bil res najlepši vikend, vse se nam je poklopil. Šle smo samo 3 punce, v bistvu snemalka, režiserka, montažerka Sara Golob, to je v bistvu moja prijateljica, za katero sem nekako začutila, da je pa zdaj pravi moment, da se ona v celoti izkaže in pokaže, ker pa že nekaj časa sicer dela foto pa video material, ampak nikoli pa ni video spota delala. Jaz mislim, da se je fenomenalno izkazala. Nekako ona je zastavila, se pravi, program oziroma kje bomo snemali, kako bomo snemali, kdaj bomo snemali. Pridružila se nam je pa še njena sestra, Hanna Golob, ki je pa poskrbela za moj make-up, pa tudi se mi zdi, da lepšega ni, da me je res lepo zadela, ujela in jaz sem bila v bistvu popolnoma sproščena, sem se jima prepustila in enostavno uživala v čudovitih kulisah Paga, v čudovitem vremenu, ker se nam je ravno išlo, da v bistvu tisti teden je sicer ful dežval, ampak potem se je glih za nas lepo vse. Vse v pravem času. Vse v pravem času, svetloba je bila na pravem mestu, jaz na pravem mestu in sem zelo zadovoljna, da je video spot izpadel tako, kot je. Tako krasno povezavo do video spota boste poslušalke in poslušalci našli tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Sicer pa je tudi v tvojem prostem času recimo morje tisto, ki te najbolj vleče, da tam najdeš mir, da si tam odpočiješ, da si tam lahko s svojo ljubeznijo. Sigurno, nekako kar sanjam, da bi čim več tega časa, prostega časa ali pa poletnega časa dopustov, počitnic, potem tudi z otroki, živela na morju, ker se mi zdi, da me to res nafila, me napolni z novo energijo, svežo energijo. Zelo rada imam Dalmacijo, tako da najprej mi to nekako skoči v misli, Borovčki, morje, čisto morje, kakšna jadrnica mogoče, sem pa tja, tudi bi pasala. Ja, res, tudi jaz sem se zdaj vmes zagledal na današnji dokaj siv še za glavni trg. Sicer danes moramo biti kar veseli, ker nas je zbudil sneg, tako da tudi to so eni momenti, ki hvala Bogu še obstajajo, glede na to, da je tega vedno manj, tako da danes so se otroka sta se presrečna zbudila, sta kar skočila iz postelje, tako da... Pri vas je še nekaj več bilo, danes kot pa... Ja, nekih, 5 cm, ampak upamo, da za vikend, mogoče že celo sanke ven vzamemo. Ja, res je. Naš Matej Regent, naš novinar, ki je vedno pridno zraven pri intervjujih, pa cel čas posluša naše glasbene goste, potem vedno dobi kakšno Matejevo nemogoče vprašanje, ki sicer ni tako nemogoče, je pa ponavadi vedno zanimivo.
zanimivo. Si tudi za Iris Matej kakšnega pripravil? Ja, seveda. Povej. Zdaj sem cel čas poslušal in si veliko govorila o ustvarjanju glasbe in me zanima, kakšen je tvoj stil pri ustvarjanju. Imaš raje oziroma imaš vse popredalčkano in imaš neko jasno vizijo, ko ustvarjaš glasbo, ali ti je bližje kreativen kaos? V bistvu kar kreativen kaos, oziroma tako, začel se je s tem, da sem imela taka jutra, da sem si vzela zase, da sem se nekako zresetirala in sem se ponovadi usedla za klavir in enostavno pač improvizirala, a ne, malo gor po dol po tipkah, neka melodija recimo me je potegnila in iz tega potem naprej nekako iščeš, a ne, nadaljevanje in izpeljave. Potem tudi recimo sama glasba ti že nekako mogoče napove neko zgodbo ali pa kakšne občutke ti v bistvu vzbuja in o čem bi potem tudi govoril, ne. Največkrat je pa seveda to nekako iz mene izhaja, iz sebe govorim, a ne. Tako da ja, so dosti avtobiografske recimo temu pripovedi po mojih pesmih. Je pa super mogoče tudi kdaj dobiti kakšno idejo od zunaj, ne, ali pa recimo z Bepop sem tudi sodelovala, pa pišem tudi za njih glasbo. In mi je super, če sploh njih zelo dobro poznam, ne, in je fajn potem tudi takole koga majčken mu slediti, ne, pa dobiš potem tudi kakšen nov navdih, ne, da ni vse samo iz mene. Super odgovor. Zadovoljen, ne Matej? Ja, jaz sem si kar mislil, ko je omenila, da ima rada Dalmacijo, da bo tu kreativen kaos. Sej, ne povem, da absolutno zbiram ideje, ker to za nekega ustvarjalca zelo prav pride, tako da evo, z idejami na plan. Odlično. Prej vmes, ko smo poslušali tvoj novi hit Čez vse galaksije, si tudi rekla, da zdaj tukaj z Maribora, iz tega radia hitiš nazaj v Ljubljano na vaje. Kaj to pomeni? Bomo te lahko mogoče kmalu kje slišali, na kakšnem nastopu videli tudi v živo? Ja, mogoče pa res. Ja. Se počasi in vztrajno se premikamo, ampak ja, če boste kje v Ljubljani decembra, vas vabim 6. decembra v hotel Neu Residences. Bo en tak dogodek, pa majčken žive muzike, jaz bom odpela par coverjev, pa kakšnega svojega, pa kakšnega božičnega, tako da bomo majčken zmiksali. Fino, muziko. tudi pri tebi, tudi glasbeno se torej praznični mesec začenja v Ja, prihodnjih pa dneh. seveda sopranosi bomo tako vsak vikend kje, a ne? Tako. Po več dni zapored, po več noči zapored, tako da imamo to, se že veselimo, no, da bomo skupaj se poveselili. Iris, hvala, veseli smo tvoje nove pesmi Čez vse galaksije, veseli smo, da si se danes pripeljala k nam v Maribor in da si ena od tistih iz Ljubljane, ki ste danes dokazali, da ni tako daleč do Maribora priti, ne? Seveda, da ni Da meni je isto minilo daleč sem kot v ono stran. Čeprav se veliko krat zdi drugače. Vse zato. Tako da smo veseli in si seveda vedno vabljena, ko boš spet imela kaj novega, ko boš spet kje blizu nas, mogoče nastopa, imela kak koncert, da prideš, to poveš in da bomo tudi tam skupaj. Ja, hvala vama za super družbo in vsekakor z veseljem pridem še kdaj.